Približuje se 1. februar, ko bo treba modro nalepko zamenjati z rožnato. Smo Slovenci pripravljeni na novo vinjetno leto? Večina voznikov sicer še vozi z modro vinjeto, se pravi lansko letno, ki velja do konca januarja. Je pa tudi že dosti ljudi z novo vinjeto, tako naših kot tujcev, in pa dosti voznikov ima sicer kupljene vinjete, ampak še jih niso nalepili. Boste v prvih dneh po 1. februarju morda izvajali kakšne poostrene nadzore? Poostren nadzor nad uporabo vinjet po 1. februarju bo, tako kot je bil lani, bo tudi letos. Na vseh točkah, kot smo do sedaj, bomo poostreno nadzirali. Kje vse potekajo nadzori? Samo v vpadnicah, v državo ali tudi v notranjosti? Nadzor se opravlja tako na vpadnicah, se pravi vstopne in izstopne točke iz države, v notranjosti, na vseh počivališčih, v raznih akcijah, kjer se zapre avtocesta in se preusmeri promet, in pa potem v sami notranjosti tudi se izvaja nadzor, tako z naše strani kot strani policije in pa strani carine. Vaši nadzori so na nek način primerljivi z policijskimi radarskimi kontrolami. So tudi vaše akcije napovedane ali ne? Načeloma niso napovedane, smo tako ali tako na standardnih točkah. Ti, ki se redno vozijo, tako vejo, kje smo, oziroma ti, ki se redno vozijo, imajo vinjeto. Kdo je pogosteje brez vinjete, tujec ali slovenski državljan? Večji del so to tujci, ali iz razloga, ker ne poznajo sistema, ali pa ker so pozabili kupiti domači vozniki, se pravi Slovenci, vinjete imajo. Cene vinjet so letos ostale nespremenjene, kaj pa kazni? Tudi kazni so nespremenjene, se pravi 300 evrov in pa z možnostjo polovičnega plačila po zakonu 150, tako za naše kot za tuje državljane. Kaj pa izgovori? So se izgovori kaj spremenili ali ostajajo enaki, če nekdo nima vinjete? Izgovori ostajajo enaki, to se ne spreminja. Prvi izgovor je tako vseh, da niso vedeli, da rabijo vinjeto, ali jo so pozabili kupiti, tudi to se zgodi. Dosti je pretečenih vinjet, se pravi vinjet za krajše časovno obdobje, ki jim je rok veljavnosti potekel. Predvsem 7-dnevne vinjete, zato ker ljudje narobe preštejejo dneve. Koliko vam pa kaj zakon daje svobode pri odločanju, koga boste nakaznovali in koga ne? V zakonu seveda obstaja diskrecijska pravica, vendar načeloma ni popuščanja oziroma ni nekega spuščanja ljudi brez vinjete. Če bi bila denimo na nujni vožnji gospa, ki rojeva in jo mož pelje po najkrajši poti v bolnico, bi jo spustili skozi tudi brez vinjete? Seveda, tudi vedno obstajajo izjeme, se pravi, pri nosečih ženskah seveda moramo pogledati tudi skozi prste.